Govoriti o Lavoslavu Šventnerju je lahko zelo preprosto in zelo kompleksno. Namreč Lavoslav Šventner, najpomembnejši založnik slovenskega založništva, je bil sila skrivnosten in skromen mož. V celotnem svojem življenju, aktivnem, je dal samo en samcat intervju, v katerem pa je dejal, da vsega še ni moč povedati. In zato napisati knjigo o Šventnerju kot osebi, človeku, o njegovem zasebnem življenju je zagotovo velik podvig, ki se ga je lotila pisateljica Tanja Tuma. In to je knjiga, ki jo je slovenski knjižni trg potreboval, iskal. Kajti izvedeti nekaj več o Šventnerju kot človeku vsekakor dopolnjuje njegovo vedenje o Šventnerju založniku. Kot založnik je bil sila prodoren, znal je prepoznati tuje avtorje in domače avtorje, ki so primerni za trg, marsikoga je povzdignil in mu dal nesluteno slavo. Ko sem se po 20 letih v založništvu popolnoma posvetila pisanju, tudi pisanju zgodovinskih romanov, se je Šventner nekako ponujal kot tema. Od nekdaj, vsako leto, ko sem spremljala podelitve Šventnerjevih nagrad na Slovenskem knjižnem sejmu, nagrade, ki se imenuje po Lavoslavu Šventnerju, je v meni kljuvalo radovednost. Kdo je bil Lavoslav Šventner? Kakšen je bil človek? Koga je imel rad? Kako je prebrodila njegovo podjetje, 2 svetovni vojni in hudo gospodarsko krizo? Kakšne so bile njegove ambicije? Bolj ko sem se spraševala, kakšen in kdo je Lavoslav Šventner, manj podatkov sem našla. Njegovo osebno življenje je bilo zakrito v precejšno skrivnost. Tako kot Šventnerju je bilo tudi meni založništvo velika strast, ne samo posel, tudi poslanstvo. Česa vsega ne more zagrešiti založnik. Vse je lepo in prav, ko se ustvarja knjiga. Rokopis na mizi je kot devica pred poročno nočjo. Zakoplješ se vanj, vživiš se v pisateljeve like, pesnikove metafore in magijo besed. V nosnicah začutiš vonj po svežem tisku in se raduješ trenutka, ko jo boš prvič pestoval v roki. Roman je osnovan na zgodovinskih dejstvih. Veliko sem jih našla v NUK-u, v Arhivu Slovenije, v starejših izdajah knjig, pri raziskovanju pa so mi pomagali Vranščani in tudi Rok Glavan. O Šventnerjevem zasebnem življenju ni bilo veliko znanega, a vseeno toliko, da ga je bilo mogoče zoperstaviti drugim junakom, ki z njim pridejo v stik in v odnose. Žena Slavica kot prva, s katero sta se imela zelo, zelo rada. Nato seveda pisatelji, pesniki, Cankar, Župančič, Milčinski. In ne nazadnje se je kot zanimiva zgodovinska osebnost ponudil tudi Henrik Tuma, njegov kupec in bralec seveda knjig, strastni bralec knjig, pa tudi nekdo, socialist, ki je popolnoma drugače razmišljal o podjetništvu kot Lavoslav Šventner. Vsa ta imena danes nosijo neko patino, neko zgodovinsko resnico, ki nas je ne samo osnovala na področju založništva, ampak nam dala največja imena moderne in osnovala tudi slovensko samobitnost. Brez Šventnerja zagotovo ne bi bilo Cankarja, ne bi bilo nikogar od slovenske moderne, ne Župančiča, ne bi bilo ne Keteja, ne Murna. Šventner je povzdignil tudi Ivana Prijatelja, dal mu je svojo veljavo kot knjižnemu kritiku in uredniku. Zagotovo pa tudi marsikateri ženski pisateljici, tako Ljudmili Poljančevi in Minki Govekarjevi, ki je svojo kuharico naredila veliko in močno potezo, predvsem za gospodinjski svet takratne kranjske dežele. Res sem z leti postal še bolj pedanten. Predvsem, kadar sklepam pogodbe z avtorji. Koliko me je stala dogovorna ohlapnost z Župančičem? Nesporazum na celi črti. Komaj sva zgladila spor. Tudi njemu je bila lastna navada, da je zahteval predujme, preden je sploh zasnoval rokopis. Ob 3. zbirki, ki mi jo je ponujal, sem kar na ostro postavil. Nič ne izplačam, dokler ni rokopisa. Čaše opojnosti imam še za 10 let prodaje na zalogi, čeprav je izšla leta 1898, torej pred 10 leti. Ali misliš, da sem kot slovenski založnik postal kapitalist, ki se v denarju valja? Sem mu napisal. Potem
je bila pa užaljena veličina. Komaj me je pogledal, a beseda je dala besedo, tudi Ivan je kakšno primaknil in naju spravil. Roman Brodnik se prične v času aneksijske krize, potem, ko je Avstro-Ogrska monarhija pripojila Bosno in Hercegovino svojim ozemljem. Vzdušje je bilo zelo napeto. V tem vzdušju je precej bolnega Cankarja Henrik Tuma povabil na počitnice v Kranjsko Goro. Seveda, Henrik z namenom, da bi se Cankar telesno okrepil, da bi se duševno odpočil, da bi opustil kajenje in alkohol in se napil čiste, bistre studenčnice. A obrnilo se je morda malo drugače. Neko jutro, neko petkovo jutro, prejme njegov založnik, Lavoslav Šventner, nujen telegram iz Kranjske Gore. Kako je bilo naprej, pa v knjigi. Iskati Šventnerja v današnjem času je zelo preprosto, kajti vse to, kar so si izmislili današnji založniki, je zgolj to, kar si je izmislil Šventner že na začetku 20. stoletja. Če bi Šventner živel danes, bi zagotovo bil tisti, ki bi prvi uvedel internetno trženje, internetno spletno stran. Bil bi med tistimi, ki bi uvedel telefonsko trženje, kajti zagotovo je sledil vsem modernim tokovom v založništvu in tako delal velike korake pred ostalimi založniki, ki so na Kranjskem živeli le zgolj od prodaje v svojih knjigarnah in so čakali na kupce. Šventner ni imel časa čakati kupcev, Šventner jih je lovil. In ne samo, da jih je lovil, izobraževal je tudi kupce in knjigarnarje. Prvi je začel pisati o lepi knjigi, kako prodajati knjigo, kaj svetovati kupcem. Vse tisto, kar se danes vse preveč in preveč potiska v stran, tako pri malih kot velikih knjigarnah, kjer je lahko prodajalec knjig vsakdo, vendar le kupec zna prepoznati dobrega knjigotržca. Šventner je brodil, vendar ni samo brodil po tej svoji reki založništva. Skrbno je krmaril ta svoj splav med balvani in tolmuni. In varno ga je vodil in s tem Šventnerjevim vodenjem tega splava knjigotržstva zagotovo pripeljal do te stopnje, kjer smo danes, da lahko današnji založniki, knjigotržci in ne nazadnje tudi antikvarji nadaljujemo njegovo pot in iščemo nove izzive. Ekonomska računica ne pozna prekatov srca ali dvoran domišljije. Sanje so dovoljene pisateljem in umetnikom. Številke so neprehodne ograje, znotraj katerih se giblje založnik. Svet je preveč hotel od mene. Dajal in razdajal sem se. Bil sem hostija slovenske moderne, ki se topi v verzih in stavkih, podobah in umetninah. Roman Brodnik posvečam slovenskim založnikom, brodnikom med umetnostjo in ekonomijo. Zgodba Šventnerja je zgodba vseh nas, ki smo splavarili in brodarili po teh divjih rekah. Založništvo je strokovno zahteven poklic, ekonomsko težek poklic, a vendarle najlepši na svetu.